davek, je to kaj lepega, prijetnega? Večina bi na vprašanje preprosto odgovorila ne. Davek je praviloma glavna in osnovna oblika državnih prihodkov. Njegova značilnost je, da je to dajatev, ki smo jo vsi državljani dolžni plačati. Plačujemo jo v gotovini, lahko pa tudi brezgotovinsko, na primer s plačilno kartico ali bančnim nakazilom. Davkoplačevalec za svoje plačilo davka ne dobi neposrednega povračila. Plačujejo ga tako občani kot pravne osebe. Viri financiranja javnih storitev so torej davki, prispevki, trošarine in druge dajatve, takse, donacije. Sredstva se zbirajo v 4 blagajnah, in sicer v državnem proračunu pri Ministrstvu za finance, občinskih proračunih, v blagajni Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in v blagajni Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Obdavčeni so dobički, prometi, premoženje in podobno. Najpomembnejši so davki v naravi, davki v gotovini, redni davki, izredni davki, posredni in neposredni davki ter drugi. V posameznih državah se obračunava in plačuje več vrst davkov. Skupaj tvorijo davčni sistem. Enako velja tudi za Slovenijo. In kam torej gre naš denar od davkov? Denar, ki prihaja v državo z davki, financira pokojnine, socialno zaščito, zdravstvo, izobraževanje, javni dolg, financira ekonomske dejavnosti, kot so na primer kmetijstvo, transport, trgovino, javni red in varnost, kulturo in religijo, okolje in prostor, obrambo ter druge javne storitve. Država dobrih 25% javnih sredstev namenja za pokojnine. Zaradi neugodnih demografskih razmer se bo ta delež v prihodnje še povečal. Za socialno zaščito je namenjeno dobrih 14% javnih sredstev. Nanaša se predvsem na pomoč socialno ogroženim družinam in otrokom, brezposelnim, bolnim in invalidom. Za zdravstvo je namenjeno 14% vseh javnih sredstev, ki so večinoma namenjena zdravljenju bolnih po bolnišnicah in zunaj bolnišničnih ambulantah, nakupu zdravil in nakupu medicinskih pripomočkov. Država za izobraževanje namenja približno 13% vseh javnih sredstev. V to vključujemo brezplačno šolstvo, subvencionirani vrtci, prehrana, prevozi, kot so avtobus in vlak. Za financiranje gospodarskih dejavnosti nameni država malo manj kot 8% vseh javnih sredstev. Večina sredstev je namenjenih transportu, splošnim ekonomskim in trgovinskim zadevam ter zadevam povezanim z zaposlovanjem, kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in lovu ter komunikacijam. Druge storitve javne uprave predstavljajo odhodki, povezani z delovanjem nekaterih državnih organov, na primer Državnega zbora, Ministrstva za zunanje zadeve, davčnih uradov, upravnih enot in tako dalje. Odhodki za te dejavnosti predstavljajo 7% vseh javnih sredstev. Servisiranje javnega dolga se nanaša na plačila obresti za izvedene zadolžitve na domačem trgu in tujih trgih. Država za šport, kulturo in religijo namenja 3,5% vseh javnih sredstev. Večino sredstev namenja za kulturne storitve, storitve radije, televizije, založništva, rekreacijske in športne storitve in verske ter druge družbene storitve. Za javni red in varnost država namenja 3,5% vseh javnih sredstev. Večina teh je namenjena financiranju policije, sodišč in drugih pravosodnih organov, gasilcev in zaporov. Za okolje in prostor se namenja približno 3% vseh javnih sredstev. Večina sredstev gre za ravnanje z odpadki, odpadno vodo in zmanjševanje onesnaževanja, oskrba z vodo, stanovanjske dejavnosti, javno razsvetljavo in varstvo biološke raznovrstnosti in krajine. Država za obrambo namenja približno 2% vseh javnih sredstev. Večino namenja vojaški obrambi, medtem ko manjši delež namenja civilni obrambi. Torej, zakaj so davki dobri za nas? Izplačenega DDV-ja nam država veliko omogoči, sploh kar se tiče šolstva in prehrane v le-tem. Sem spadajo tudi subvencije pri raznih izletih in drugih dogodkih v sklopu šolanja, na primer maturantski izleti in šole v naravi. Torej, kljub DDV-ju se nam denar, se pravi šolarjem in staršem, ki imajo šoloobvezne otroke, skoraj v celoti povrne. Kar predstavljajte si, da ne bi bilo otroških dodatkov, štipendije in subvencionirane prehrane. Bilo bi nam veliko težje. Tako pa nam država omogoči lažje, cenejše življenje in šolanje. Vsekakor pa seveda ne smemo pozabiti socialne pomoči za brezposelne.